Dobrodošli v izobraževanju učenju s pomočjo konj, kjer vam bom predstavila, kako učenje s pomočjo konj lahko pomaga vam in vašemu timu do boljše povezanosti, mirnega reševanja konfliktov, vodenja, ohranjanja fokusa, večje agilnosti in sprejemanju sprememb ter umirjanja in pravilnega soočanja s stresom. V današnjem svetu, kjer nas sodobni življenjski slog in nenehna povezanost s tehnologijo silita v vse večje pritiske, namreč pogosto izgubljamo stik s sabo in svojo resnično naravo. V poslovnem okolju se soočamo s podobnimi izzivi, potrebo po učinkovitosti, fokusu in nenehnem prilagajanju spremembam. V tem izobraževanju bomo tako raziskali, kako lahko učenje s konji neposredno vpliva na izboljšanje teh izzivov. Pa si poglejmo najprej nekaj osnov učenja s pomočjo konj, imenovanega tudi Equine Assisted Learning. To je metoda učenja, kjer se s konji dela na tleh in tako ne vključuje jahanja konju. Namesto tega pa boste sodelovali v dejavnostih na tleh, kjer bo poudarek na vzpostavljanju zaupanja, komunikacije in povezave s konjem. Te dejavnosti so skrbno zasnovane tako, da vas in vaš tim spodbudijo, da stopite iz cone udobja, se soočite s svojimi navadami in razvijate nove strategije za interakcijo z drugimi. Ta vrsta učenja je predvsem izkustvena in neposredno uporabna v vašem osebnem in tudi profesionalnem življenju. In je tudi taka takojšnja transformativna izkušnja. Na naslednjem slajdu si lahko pogledate 3 ključne elemente teh delavnic. Konji so zelo intuitivne in senzibilne živali. Njihova sposobnost zaznavanja in odzivanja na čustva ljudi jih dela edinstvene partnerje v učnem procesu. Konji za razliko od ljudi ne obsojajo, ni mar za nazive, pretekle uspehe ali neuspehe. Reagirajo zgolj na naše dejanja in čustva v sedanjem trenutku. Konji so zelo občutljivi na neverbalno komunikacijo in komunicirajo predvsem preko govorice telesa in energije, ter se instinktivno odzivajo na subtilne signale, ki jih pogosto sami ne zaznamo. Ta občutljivost jih naredi za odlična zrcala naših notranjih stanj, saj nudijo takojšnjo povratno informacijo o tem, kako naša čustva in vedenje vpliva na nas in druge. Poleg tega so konji čredne živali, ki živijo v socialni strukturi, ta pa zahteva jasno vodenje in sodelovanje. Ko sodelujete s konjem, morate vzpostaviti avtoriteto kot zaupanje vreden vodja, ki je samozavesten, a spoštljiv. Konji živijo v trenutku in niso obremenjeni s preteklimi obžalovanji ali prihodnjimi skrbmi. Ta lastnost nas uči pomena prisotnosti. Dinamika je torej podobna mnogim izzivom, s katerimi se soočamo na delovnem mestu. Konji so zato odlični učitelji za situacije v poslovnem okolju. V nadaljevanju si poglejmo nekaj tipičnih tem, ki se pogosto pojavljajo v poslovnem svetu in jih lahko rešujemo tudi s pomočjo učenja s konji. Prva tema, ki se velikokrat pojavlja v poslovnih okoljih, so konflikti. Pa poglejmo, kaj nas konji lahko naučijo o mirnem reševanju konfliktov. Kot vemo, so konflikti neizogiben del našega življenja, še posebej v delovnem okolju, kjer se prepletajo različna mnenja, interesi in želje. Vendar pa je prav v teh trenutkih ključnega pomena, da znamo ohraniti zdrave odnose in spodbujati uspešno timsko delo. Presenetljivo je, kako nas konji lahko svojo izjemno občutljivostjo in intuicijo naučijo pomembnih lekcij prav v reševanju konfliktov. Konji nas učijo pomena jasne komunikacije. So mojstri zaznavanja naših neverbalnih signalov. Če smo nejasni ali nedosledni, postanejo nemirni in zbegani. To nas spomni, kako pomembno je, da tudi mi v komunikaciji z drugimi izbiramo prave besede in jasna sporočila, saj le tako lahko zmanjšamo nesporazume in napetosti. Konji so kot ogledalo naših čustev. Ko se jim približamo z jezo ali strahom, to takoj začutijo in se potem tudi primerno odzovejo. Ta njihov odziv pa nas uči, kako nujno je, da se naučimo obvladovati svoje čustva, da ostanemo mirni in zbrani tudi v najbolj napetih trenutkih.
S konji se učimo v moči notranjega miru, ki ga nato lahko prenesemo v svoje odnose z drugimi. Konji nas spodbujamo, da ne le prisluhnemo besedam, ampak tudi tistemu, kar ni izrečeno. Naučijo nas, da je aktivno poslušanje ključ do globjega razumevanja drugih. Ta občutljivost na subtilne signale pa nam pomaga, da v konfliktnih situacijah bolje razumemo občutke in potrebe drugih, kar nam omogoča bolj sočutne in premišljene odzive. Konji nas učijo, kako pomembno je zaupanje. Da bi vzpostavili globoko povezavo s konjem, moramo pokazati doslednost, spoštovanje, pa tudi jasne meje. Ta dragocena lekcija nam pomaga razumeti, da so enaka načela ključna tudi pri vzpostavljanju zdravih medsebojnih odnosov. Konji kot čredne živali iščejo harmonijo in ravnovesje v skupini. S svojim vedenjem nas spominjajo, da tudi mi lahko v konfliktih iščemo rešitve, ki prinašajo korist vsem pletenim. Namesto, da se borimo za zmago, nas konji učijo, kako pomembno je sodelovanje in skupen uspeh. Konji nam tako ponujajo edinstveno priložnost, da se skozi njihovo naravno vedenje učimo dragocenih veščin, ki jih potem lahko prenesemo v svoje vsakodnevno življenje in delovno okolje, ter s tem izboljšamo naše odnose in tudi sposobnost reševanja konfliktov. V današnjem svetu, kjer se vse hitro spreminja, so spremembe postale stalnica našega vsakdana, tako v osebnem življenju, kot tudi v poslu. Čeprav se spremembe pogosto zdijo stresne in nepredvidljive, nam pa konji s svojo nežno modrostjo ponujajo dragocene lekcije o tem, kako se z njimi uspešno soočiti in jih tudi obvladati. Prva pomembna lekcija, ki nam jo konji lahko ponudijo, je prilagodljivost in odzivnost. Njihova mirnost in osredotočenost nas učita, kako lahko tudi mi ostanemo trdni in stabilni, ko se svet okoli nas spreminja. Ta sposobnost prilagajanja je še posebej dragocena v poslovnem svetu, kjer se nenehno srečujemo z izzivi, ki zahtevajo hitro odzivanje in prilagoditev. Poleg tega pa nas konji spominjajo, da je sprejemanje neznanega ključnega pomena. Njihova prisotnost v trenutku, njihovo življenje tukaj in zdaj nas uči, kako lahko tudi sami s pogumom in zaupanjem stopimo v neznano. Njihov zgled nas navdihuje, da se soočimo s svojimi strahovi in samozavestno sprejmemo prihodnost, ne glede na to, kako negotova se zdi. Zelo pomembna lekcija, ki jo konji prenašajo, je tudi zavedanje trenutka. S svojo umirjenostjo nas vračajo v sedanjost, kjer lahko najdemo moč in jasnost misli. Ta zmožnost osredotočenja na sedanji trenutek je bistvena za ohranjanje notranjega ravnovesja, ko se soočamo s spremembami. V trenutku, ko smo povsem prisotni, lahko bolje razumemo situacijo in najdemo pravo pot naprej. Konji pa nas učijo tudi zaupanja v sam proces. Spremembe so namreč proces, ki zahteva svoj čas in potrpežljivost in je nujno, da ta proces pravilno doživimo in prebrodimo. Konji nam pokažejo, kako verjeti, da bo sčasoma vse postavljeno na svoje mesto, čeprav morda sprva ne vidimo celotne slike. Nenazadnje pa nas konji učijo tudi, kako voditi skozi spremembe. Pravo vodenje ni zasnovano na moči, ampak na zaupanju, empatiji in podpori. V času sprememb so te lastnosti ključne, saj omogočajo, da ljudi vodimo z razumevanjem in spoštovanjem, kar prispeva k uspešnemu prehodu skozi izzive. Lekcije, ki jih lahko osvojimo od konj, nas tako opremijo z orodje, da se z zaupanjem, pogumom, možgani in tudi srcem soočimo s spremembami. Ne glede na to, ali gre za osebno življenje ali poslovni svet, nam ti vpogledi omogočajo, da spremembe sprejmemo kot priložnost za rast in razvoj. Kaj nas pa konji lahko naučijo v vodenju? Konji so izjemni učitelji voditeljskih veščin. Kot čredne živali imajo namreč naravno razvit občutek za hierarhijo in jasno komunikacijo. Za učinkovito vodenje konja morate izkazati doslednost in jasnost v svojih namerah, kar je predpogoj za začetek vodenja. Konji nas učijo, da pravo voditeljstvo ne temelji na avtoriteti ali moči, temveč na vzajemnem zaupanju in spoštovanju. Vodja mora biti avtentičen, prisoten, zmožen sprejemati odločitve, ki upoštevajo dobrobit celotne skupine oziroma črede. Ko sodelujete s konjem, se naučite, kako jasno sporočiti svoje namere,
kako podajati navodila enostavno in brez odvečnega balasta, kako usmerjati brez prisile in kako vzpostaviti avtoriteto s prisotnostjo in samozavestjo, ne pa s prevlado. Konji namreč ne sledijo tistim, ki se pretvarjajo ali so neodločni. Sledijo tistim, ki izžarevajo resnično zaupanje in zmožnost voditi. To so lastnosti, ki jih lahko prenesemo neposredno v poslovno okolje, kjer je uspešno vodenje ključnega pomena za uspeh ekipe in organizacije. Poleg tega pa nas vračanje k naravi skozi interakcijo s konji ponovno prizemlji in nas spomni na preproste, a bistvene vrednote. V naravi najdemo notranji mir, jasnost misli in čustveno ravnovesje. Lastnosti, ki so ključne za dolgotrajno uspešnost in zadovoljstvo v profesionalnem življenju. V današnjem poslovnem svetu, kjer nas vsak trenutek preplavljajo nove informacije, je sposobnost ohranjanja fokusa ena najpomembnejših veščin za doseganje uspeha. Ta veščina pa postaja ključno orodje, ki ločuje uspešne od povprečnih. Pa poglejmo, kaj nas o prisotnosti in fokusu lahko naučijo konji. Konji so mojstri prisotnosti in odzivanja na okolico. So popolnoma usmerjeni v ta trenutek, kar je lastnost, ki jo v poslovnem svetu žal pogosto pogrešamo. Ko delamo s konjem, ni prostora za misli o preteklih neuspehih ali prihodnjih izzivih. Konj nas prisili, da se osredotočimo na tukaj in zdaj, kar je ključnega pomena za učinkovitost in odločnost v poslovnem svetu. Prisotnost v trenutku nas nauči, kako biti bolj zbrani in učinkoviti v vsakodnevnih poslovnih izzivih. Fokus v poslovnem svetu zahteva tudi jasnost misli in namenov. Konji s svojo občutljivostjo na energijo in neverbalno komunikacijo jasno pokažejo, kdaj nismo v ravnovesju. Njihov odziv je neposreden. Če smo raztreseni ali neodločni, to takoj začutijo. Ta izkušnja nas uči, kako pomembno je, da imamo v poslovnem svetu jasno vizijo in cilje, ter da je naša komunikacija brezdvomna. Ta jasnost omogoča hitrejše in bolj učinkovito sprejemanje odločitev. Fokus je torej temelj vsakega uspešnega poslovnega voditelja. Konji pa zahtevajo tudi doslednost. Doslednost v komunikaciji, v namerah in dejanjih. Ta doslednost, ki jo razvijamo skozi interakcijo s konjem, nas uči, kako obvladati in usmerjati svojo pozornost tudi v najzahtevnejših poslovnih situacijah. Tako gradimo trdne temelje za vodstvo, ki temelji na zaupanju in jasni viziji. Upravljanje z energijo pa je še ena ključna lekcija, ki jo lahko prenašamo iz dela s konji v poslovni svet. Konji so izjemno občutljivi na našo notranjo dinamiko. Ko smo razpršeni ali preobremenjeni, to takoj zaznajo in nam pokažejo. Ta izkušnja pa nam omogoča, da se naučimo obvladovati svojo energijo, ohranjati notranji mir in stabilnost, kar je ključnega pomena pri vodenju ekip in sprejemanju pomembnih poslovnih odločitev. Pa morda še ena najpomembnejših lekcij je pa sposobnost umika in potem ponovnega osredotočanja. V poslovnem svetu se pogosto srečujemo z nepredvidljivimi izzivi in konji nas lahko učijo, kako se umiriti, najti svojo notranjo moč in se nato vrniti z obnovljenim fokusom in jasnostjo. Ta sposobnost je neprecenljiva v trenutkih, ko moramo premagati ovire in nadaljevati svojo pot z odločnostjo in jasnim fokusom. Konji so že po svoji naravi agilni in nas učijo, kako hitro prepoznati spremembe in se nanje prilagoditi. V poslovnem svetu je prav ta sposobnost ključna za ohranjanje konkurenčnosti. Agilnost pri sprejemanju strategije je nujna, da lahko uspešno krmarimo skozi nenehne spreminjajoče se trge. Poleg tega pa nas konji spodbujajo tudi k inovativnemu razmišljanju. Njihova odprtost za nove pristope in pripravljenost na eksperimentiranje nas učita, kako pomembno je v poslu preizkušati nove ideje in ne ostajati ujet v ustaljene vzorce. Ta ustvarjalni duh, ki ga razvijamo skozi interakcijo s konji, se neposredno prenaša v poslovno okolje, kjer je inovativnost ključna za rast in razvoj. Konji pa nam pomagajo razviti tudi intuicijo. Ta pa je osnova za ustvarjalnost. Skozi delo z njimi se naučimo zaupati svojim instinktom in odpirati vrata novim, svežim idejam. Konji nas tudi učijo, da neuspeh ni konec poti, temveč priložnost za učenje.
Ko se soočimo z neuspehom, se naučimo poiskati nove rešitve in s tem krepimo našo sposobnost inoviranja. Končno, konji kot čredne živali poudarjajo pomen timskega sodelovanja. Inovacije pogosto nastanejo iz skupnega dela, kjer različni pogledi in ideje ustvarijo sinergijo. Tako nas konji učijo, da je prava moč inovacij v sodelovanju, kar je neprecenljivo v vsakem poslovnem okolju. Konji že s svojo prisotnostjo blagodejno vplivajo na naše počutje. Ta pozitiven vpliv izhaja iz več dejavnikov. Konji imajo namreč naravno umirjeno in prizemljeno energijo, ki se lahko prenese na ljudi, ko smo v njihovi bližini. Samo preživljanje časa s konji, opazovanje njihovega gibanja in vedenja lahko prinese občutek miru in sprostitve. Dotikanje in negovanje konja, kot je boženje, krtačenje ali pa preprosto biti v njihovi bližini, lahko zniža raven stresnega hormona in umirja naš srčni utrip. Ljudje se tako lahko s konji povežemo na čustveni ravni. Ta povezava je pogosto brezpogojna in nenavadno močna, kar lahko izboljša razpoloženje in zmanjša občutke osamljenosti ali pa tudi depresije. Konji najbolj reagirajo na ljudi, ki so mirni in osredotočeni. Konj to umirjeno energijo prepozna in se na njo pozitivno odzove, kar nas uči, kako pomembno je obvladati stres in ostati miren. Učijo nas pa tudi o pomenu zaupanja in čustvene stabilnosti. Oseba se mora naučiti najprej zaupati sebi, kar zahteva obvladovanje strahu in negotovosti. Vse to pa vodi v večjo samozavest in sposobnost obvladovanja stresa. Konji imajo zelo jasno postavljena pravila skupnega sobivanja, katerih namen je ohranjanje miru in sožitja v čredi. To bi lahko poimenovali tudi čredne vrednote. Konji cenijo mir, varnost, svobodo, možnost gibanja, druženja in povezovanje z drugimi člani črede. Cenijo, da imajo na razpolago vselej dovolj hrane in so okoli korita vselej solidarni. Cenijo ljubeznivost in dobronamernost. So iskreni, pristni, izražajo hvaležnost in nekujejo za mir, niso maščevalni, zahrbtni ali škodoželjni. Kljub svoje raznolikosti spoštujejo drug drugega in delujejo kot povezana čreda. Za mir v čredi si prizadevajo prav vsi, saj se dobro zavedajo, da je to ključnega pomena za varnost in preživetje vrste. Skozi opazovanje in prepoznavanje vrednot, ki združuje čredo konj, se dotaknemo tudi lastnih vrednot in vrednot naše delovne organizacije, ter lahko iščemo podobnosti in razlike. Jasno opredeljene vrednote organizacije so namreč eden od ključev do ohranjanja predanosti in zadovoljstva zaposlenih, ki se v teh vrednotah prepoznajo. Če lahko zaposleni na svojem delovnem mestu deluje v skladu z vrednotami, ki so mu osebno pomembne, je organizaciji mnogo bolj predan, bolj zadovoljen z delom in življenjem, kar prinaša tudi pozitivne učinke na druga področja. Prišli smo do konca izobraževanja. Upam, da ste čez izobraževanje pridobili vpogled v to, kaj vse nas konji lahko naučijo, tudi za kompetence, ki jih potrebujemo v poslovnem svetu. Pogledali smo si 7 ključnih: vrednote, voditeljstvo, obvladovanje sprememb, reševanje konfliktov, umirjanje, fokus ter agilnost. Največ pa se boste seveda naučili, če se delavnic udeležite v živo. V nadaljevanju si na slajdih lahko pogledate še nekaj informacij o tem, kje se delavnice izvajajo, kdo jih organizira, kakšne učinke lahko pričakujete in še nekaj priporočil udeležencev, ki so se delavnice že udeležili. Hvala za vašo pozornost.